preden čisto rečemo adijo, bi prosila gospoda podžupana Boštjana Groblarja, da prevzame mikrofon, pove nekaj besed, kako je bilo danes, kaj uživali, kaj novega spoznali, zagotovo. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da redko kdaj doživimo, da je na odru toliko veselih ljudi, 120, kot je danes. Še redkeje je na odru tak medgeneracijski asortiman, da vidimo od najmlajših do nekaterih zrelejših in osivelih že, ne? Morda smo v tej dvorani že vajeni videti veliko novomeških talentov, ki znajo plesati, peti, igrati, muzicirati, vendar, da to počnejo na tako raznolike načine, v solo izvedbah, v duetih, v tercetih, dvoglasno, troglasno, večglasno. Na začetku so nam zapeli celo 3 pesmi hkrati, da nismo vedeli, katero bi poslušali. To je pa res nekaj neverjetnega, kar samo priča o tem, kako bogata kulturna dediščina je doma v Novem mestu in seveda folklorno društvo Kres je tisto, ki nas stalno spominja na te navade in vse tisto, kar je bilo razvito iz njih, sodobni plesi, sodobne glasbene skupine, sodobno petje, seveda ima korenine tu. Danes smo videli, odkje to izvira. Upam, da se tradicija žena, ki slabo kuhajo, ne ohranja več v Novem mestu, ker tale gospa ni najbolje končala. Seveda bi se vam zahvalil za ta doprinos, ki ga prispevate Novemu mestu, bi pa še nekaj upozoril. Verjetno ste tudi sami zaznali, koliko energije, koliko ene želje, predvsem pa začutite bilo, da nastopajoči uživajo. Veliko pogledov v oči, veliko neke neverbalne komunikacije in žara je bilo prisotnega danes tu in vesel bom, če se nas bo navzel, če bomo vse to prinesli danes domov, stestirali doma, pa mogoče prinesli tudi na ulico Novega mesta, ker veste, tudi tako je lahko mesto lepše. Hvala lepa Kresovcem in uspešno še naprej. Hvala.